Gospa Judita, vas prosim, da nam poveste nekaj o posebnem programu Kristala Rogaška. V umetninah Kristala Rogaške. Zdaj, v proizvodnji ste videli, kako posamezni izdelki nastajajo, ampak to so pa čisto posebni izdelki, ki jih tudi mi naredimo iz posebnega želje, iz posebnega navdiha. Tako so naši mojstri ustvarili tale mašni kelih, kateri bi prav verjetno krasil lahko katerokoli katedralo na svetu. Steklarna Rogaška je znana za svojimi izdelki po celem svetu. Tole je en primer papeškega keliha, sicer z slomškom in z pateno in še več inačic gravure, ročne gravure slomška na sakralnih kelihih. Keli so pa za poroke, pogrebe, obiske ameriških predsednikov. Tako, za vse posebne priložnosti. Čeprav so bili izdelani prav z namenom, da se tudi Steklarna Rogaška nekako predstavi ob predsedovanju Slovenije in so bili pravzaprav posebni kozarci za Brdo, kjer so vsi ministri in vsi, ki so pač v teh 6 mesecih obiskali Slovenijo, imeli čast piti iz naših kozarcev. To se je slišalo? Slišalo se je lepo. Gospa Judita, povejte nam nekaj o izdelkih, s katerimi se Rogaška vpleta v zgodovino. Tako kot ste zdaj zavrteli tale kristalni globus, tako se vrtijo po celi zemeljski obli tudi naši izdelki. Pravzaprav jih lahko najdete v hišah številnih predsednikov držav, kronanih glav, športnikov. In tale globus, če se ne motim, je bil narejen za prav posebno srečanje predsednikov Putina in pomagajta mi Busha v Sloveniji. Kaj pa tole zraven? To pa je letošnji izdelek, to je štafetna palica, ki jo je predala Slovenija Francozom ob predaji predsedovanja. Tole pa sumim, da je samo za zmagovalce. Težke zmagovalce. To je za velike, hitre zmagovalce. To je bil pokal, ki ga je dajva skupaj, ki ga je Društvo evropskih novinarjev športnih podelilo 2 leti zapored Mihaelu Schumacherju. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Kaj? Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 56 prostih delovnih mest za poklic stavbni steklar in steklopihalec. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 7 brezposelnih stavbnih steklarjev in steklopihalcev. Skozi steklo si ustvarite svetlo prihodnost. Šolski center Rogaška Slatina je nastal iz bivše steklarske šole. To pomeni, da se je šola preoblikovala. Ta šola je včasih izobraževala izključno za steklarske poklice v Sloveniji. Prihajali so pa tudi dijaki iz celotne bivše Jugoslavije.
Če se nekoliko ustavimo pri steklarskih poklicih, na šoli se izvaja 3-letni izobraževalni program steklar in oblikovalec stekla. To so kombinirani oddelki. Oblikovalec stekla izobražuje za poklic pihalca, program steklar pa za poklice steklobrusilca, stekloslikarja in stavbnega steklarja. Nekako opažamo veliko pomanjkanje kadra na trgu za stavbne steklarje in pa seveda za pihalce. Letošnje leto pa je šola začela izobraževati tudi po novem programu, to je 4-letni program tehnik steklarstva. Kakšna je razlika med tema dvema programoma? V 3-letnem programu se dijaki specializirajo za en poklic, medtem ko v 4-letnem programu bodo dijaki spoznali celotno steklarsko področje od pihanja, brušenja, stavbnega steklarstva in se bodo potem na osnovi izbirnih modulov specializirali za eno področje. Nekako mislimo, da je potrebno, da dijaki poznajo v osnovi pihanje zaradi tega, ker vemo, da pri steklu pač vse skupaj nastaja, najprej mora stekleni izdelek nastati, potem ga lahko nekako tudi oblikujemo. Pomen te šole za slovenski prostor, nekako menimo, da je steklarska industrija in steklarski izdelki v Sloveniji sodijo v nekako širše kot samo v nekako pomemben poklic, ampak sodijo tudi v tradicijo. Ne samo industrijsko steklarstvo, vendar tudi pri umetnikih, obrtniškem poklicu in nekako to tradicijo bi v Sloveniji vsekakor morali obdržati. Ti dijaki so zaposljivi v trenutku, ko končajo izobraževanje. V letošnjem letu so bile razpisane tudi zelo visoke kadrovske štipendije. Te kadrovske štipendije so se gibale okoli 200 evrov ali še več. Mislim, da so to trenutno v slovenskem prostoru ene najvišjih štipendij. Zaradi tega, ker ta industrija potrebuje steklopihalce, saj vemo, da tega kadra primanjkuje, tako da si nadomeščajo te potrebe z kadrom iz tujine. In tako, če govorimo zdaj za Rogaško Slatino, Steklarska Nova kot Steklarna Rogaška Slatina, iščejo, jaz mislim, da ne bom rekla narobe, če bom rekla, da bi v trenutku lahko zaposlili 50 ali še več pihalcev v Rogaški Slatini. Medtem ko stavbnega steklarja na trgu tudi išče, se zelo zaradi tega, ker ni izobraženega kadra. Izobražujemo samo mi v Sloveniji in vemo, da nam dijakov zelo, zelo primanjkuje. Pred leti so steklopihalci, torej mojstri pihalci, veljali za cenjene gospode v Rogaški Slatini. Navadno žene teh mojstrov niso bile zaposlene in res so imeli v okolju tudi ugled. Prav gotovo je treba ta ugled na vseh področjih nekako povrniti, zaradi tega, ker so imeli ti ljudje upravičeno naziv mojster. Potem druga stvar, ki je to, da pač dijaki želijo pridobiti čim višjo izobrazbo. Ta program ni imel možnosti nadaljevanja, se je za 3-letnim izobraževanjem zaključil in mislim, da kar veliko bo k temu pripomogel tudi nov program, torej program tehnik steklarstva.